Besedo ima poslanska skupina Združena levica, zanjo Luka Mesec. Spoštovani gospod predsednik, hvala za besedo. Spoštovani gospod premier, spoštovana ministerska ekipa, spoštovani kolegice in kolegi. Proračun in rebalans, ki sta pred nami, temeljita na politiki zategovanja pasov. Na politiki, ki jo po 3 letih tudi Evropska komisija, tudi njej postaje jasno, da je ta politika zgrešena. Zato je nedavno napovedala fleksibilno uporabo maastrichtskih pravil in zato ni ukrepala proti Franciji, ki je jasno povedala, da vsaj do leta 2017 ne bo znižala javnega primanjkljaja pod 3%. V tem času je Evropska centralna banka končno napovedala tudi odkupovanje državnih obveznic, kar bi morala narediti že leta 2010, tako kot sta to naredili ameriška in japonska centralna banka. Slovenska vlada pa v teh časih nima niti toliko poguma, da bi si za proračunski cilj zadala 3%, torej maastrichtski kriterij. Spet smo bolj papeški od papeža in slovenska vlada hoče imeti primanjkljaj 2,89%. S tem se je odpovedala 36 milijonom evrov, ki bi jih lahko uporabila za razvoj in socialne zadeve. Ampak vlada bo raje mirno gledala, kako se stopnja revščine in materialne prikrajšanosti naraščata, kot da bi se v Bruslju postavila za svoje državljane. Slovenija se danes lahko zadolži ceneje kot Italija ali Španija. Obrestne mere so na zgodovinsko rekordno nizkih stopnjah. Evropska komisija je ob tem napovedala, da bo državam pogledala skozi prste pri javnih izdatkih za investicije. Pogumna vlada bi torej v teh razmerah morala v dogovoru z Evropsko komisijo predlagati razvojen in socialen proračun. V njem bi lahko bil primanjkljaj tudi na 3%, če bi šli izdatki za prave namene, torej za investicije in razvoj. Vlada Mira Cerarja pa nam v teh časih ponuja reciklažo varčevalnega proračuna prejšnje vlade, ki je nastal v bistveno drugačnih časih. Ta proračun je bil pripravljen v času, ko je bila Slovenija žrtev špekulativnega napada na finančnih trgih, v času, ko se je povsod špekuliralo, kdo bo naslednja žrtev trojke. Danes pa so okoliščine popolnoma drugačne. Če je leta 2012 BDP padel za 2,8% in leta 2013 še za dodaten odstotek in so donosi na obveznice v teh letih dosegli 7%, imajo danes naši ljudje in gospodarstvo so dosegli 2,5% gospodarsko rast, kar je ena od najvišjih stopenj v evrskem območju. Naše gospodarstvo, naši prebivalci in naša država torej skupaj ustvarijo več, kot porabijo. Mi imamo že od leta 2009 proračunski presežek, leta 2013 je bil naš presežek v menjavi s tujino 2 milijarde in 100 milijonov evrov. V letu 2014, ko pridejo končni izračuni, bomo to številko še presegli. Torej, ustvarimo več, kot porabimo. Glavno vprašanje, ki bi si ga morala zastaviti vlada, pa je, kako je ta produkt porazdeljen med prebivalstvom. Spoštovani, makroekonomske razmere v Sloveniji in politične razmere v Evropi so se radikalno spremenile. In lahko bi se še bolj, če bi minister Mramor nedavno na pogajanjih evroskupine z Grčijo, ki si prizadeva za konec varčevanja in nov investicijski cikel v Evropi, ta prizadevanja podprl, ne pa da jih je kratkovidno potolkel. A vseeno, nobenega izgovora ni več za vztrajanje pri varčevalnem proračunu. Državljani te države si tak proračun zaslužijo in ga potrebujejo. Kako do njega? Za socialen in razvojen proračun je najprej potrebna pravična porazdelitev bremen na strani prihodkov. Proračun in rebalans, ki sta pred nami, spet temeljita na nepravični davčni politiki. Vlada znižuje primanjkljaj samo z rezanjem izdatkov in pravic, nič pa ni naredila na strani prihodkov. Na strani prihodkov imamo rezerve, ki jih vlade nočejo izkoristiti, saj bi s tem posegle v privilegije kapitala in najpremožnejših. To kažejo tudi podatki, ki jih Eurostat izdela vsako leto in z njimi primerja davčne politike evropskih držav. Iz te analize je razvidno, kje so rezerve. Prvič, pogosto poslušamo, da imamo v Sloveniji najvišje davke. To ne drži. Slovenija je po deležu davčnih prihodkov v BDP-ju pod povprečjem Evropske unije. Pri nas beremo 35,7% davkov, v Evropski uniji je povprečje 39,4% davkov.
Da ne govorimo o razvitih državah članicah v Evropski uniji, ki zberejo še več. Sklep tega je, da naše vlade preprosto ne zberejo dovolj davkov in prispevkov za normalno delovanje sodobne države. Drugič, pogosto poslušamo, da imamo v Sloveniji nekakšno uravnilovko. Tudi to ni res. Od leta 2006 naprej se znižujejo davčne stopnje za premožne, izjema je le uvedba 50-odstotnega dohodninskega razreda in od istega leta, torej 2006 naprej, so se po drugi strani dvakrat dvignila stopnja DDV-ja. Po trošarinah smo v evropskem vrhu in imamo torej največji oziroma nadpovprečen delež posrednih davkov, pri nas jih je takih skoraj 39%, v Evropski uniji 34,5%, torej davkov, ki so socialno najmanj pravični, hkrati pa so najbogatejši in kapital podpovprečno obdavčeni. Tretjič, Slovenija ima najmanjšo davčno osnovo za davke na kapitalske prihodke med vsemi članicami Evropske unije. Slovenija je po deležu davkov od kapitala in dohodkov na kapital v celotnih davčnih prihodkih na predzadnjem mestu v Evropski uniji. V povprečni članici namreč iz tega naslova davkov na kapital zberejo 21% davčnih prihodkov, v Sloveniji samo 10%. Lani je vlada, citiram osnutek rebalansa, reci in piši, zbrala 1,9 milijona davkov od premoženja. Kar precej je torej soli v nedavnem članku Barbare Hren v Dnevniku, ki je dvignil toliko prahu, ker je postavil tezo, da Slovenija za premožne in kapital postaja davčna oaza. Kaj bi torej morali storiti? V Sloveniji lahko do razvojnega in socialnega proračuna pridemo samo na dva načina, z dodatnim zadolževanjem ali pa s pravično davčno reformo. V Združeni levici seveda trdimo, da je prava pot do socialnega in razvojnega proračuna pravična davčna reforma, ki bo vsebovala naslednje rešitve. Prvič, višje davke za kapital, kot sem povedal, so v Sloveniji davki za kapital med najnižjimi v Evropi. Drugič, skupno progresivno obdavčitev vseh dohodkov fizičnih oseb, ne pa samo dohodkov od dela, temveč tudi dohodkov od kapitala in premoženja, tudi ti morajo biti zajeti v progresivno lestvico. In Bajukovo reformo iz leta 2006, ki jih je ločila in uvedla cedularno obdavčitev obresti, dividend in drugih dohodkov, je treba odpraviti. Tretjič, socialno pravičen davek na nepremičnine, ki bi temeljil na dejanski vrednosti nepremičnin in ki bo dodatno obdavčil veleposesti in luksuzne nepremičnine, tudi nepremičnine in luksuzne posesti verskih skupnosti. Četrtič, treba je uvesti poseben davek na premoženje velikih vrednosti in petič, treba je onemogočiti odtekanje denarja v davčne oaze. Če se tega ne da, pa vsaj uzakoniti obvezni davčni odtegljaj finančnih transakcij v te države. Vemo, katere so. Samo s pravičnim povečanjem davkom bomo lahko prišli do razvojnega, investicijskega in socialnega proračuna, ki ne bo temeljil na stalnem zadolževanju. Druge poti ni. Slovenija rabi proračun, v katerem bodo prioriteta ljudje in razvoj. Predlog proračuna, ki ga imamo pred sabo, pa se giblje v okvirih, ki so napačni. Narejen je z umetno mejo 3%, izhaja iz davčne politike, ki noče pobrati davkov od lastnikov kapitala in najbogatejših. Ampak tudi znotraj teh napačnih okvirov vlada ni dobro določila prioritet glede na potrebe. Prioritete so tukaj določene po inerciji ali pa glede na to, koliko moči ima posamezen koalicijski partner. Prioritete proračuna in rebalansa bi po mnenju Združene levice morale biti tri. Prvič zdravje, drugič dostojno življenje in tretjič razvoj, tako vsakega posameznika kot razvoj družbe in gospodarstva. Če se pri vsaki ustavim za trenutek. Prvič zdravje. Delež sredstev, ki jih v Sloveniji namenjamo za zdravstvo, je nizek in pada. V letu 2013 je padel na 8,8% BDP-ja, dodaten problem pa je, da imamo zelo nizek delež javnih izdatkov za zdravje. Po Eurostatu javni izdatki za zdravje v Sloveniji znašajo 7% BDP-ja, po oceni Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa samo 6,5%. Če želimo, da bodo imeli naši prebivalci tako zdravstveno oskrbo, ki bo primerljiva z razvitim svetom, je treba povečati proračunske izdatke za zdravje in končno ukiniti
dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V Avstriji se recimo iz javnih sredstev za zdravje namenja 2% več kot pri nas, torej 8,5% BDP-ja, pri čemer ima Avstrija dvakrat višji BDP kot Slovenija. In taki politiki bi morala slediti tudi naša vlada. Drugič, socialno varstvo. Po mnenju Združene levice bi moralo biti socialno varstvo ena od prioritet. Zagotoviti bi moralo dostojno življenje vsem. Po deležu izdatkov za socialo smo spet podpovprečni. Pri nas ti izdatki znašajo 18,9%, v celotni Evropski uniji 20%, v Avstriji 21,4%. Ta proračun je sestavljen tako, da denarna socialna pomoč znaša 2/3 življenjskih stroškov izračunanih pred 6 leti. Torej ne samo, da ta proračun ne omogoča ljudem na socialnem robu dostojnega življenja, vprašanje je, ali ljudem, ki so odvisni od socialne pomoči, sploh omogoča fizično preživetje. In tretjič, razvoj. O kakšnem razvoju sploh lahko govorimo, če je raziskavam in razvoju v gospodarskem resorju namenjenih 10 milijonov evrov. Izdatki za republiške in Zoisove štipendije se znižujejo za 30 milijonov z nekaj neprepričljivimi obljubami, da bo vlada nekje dobila še 10 milijonov. Štipendije se bodo v tem letu znižale kar za tretjino. Sredstva za raziskovalne projekte so bistveno prenizka, investicij kronično primanjkuje. Vlada očitno pozablja na razvoj. Kje so torej rezerve? Kot sem že omenil, bi bilo največ rezerv v pravični obdavčitvi, rezerve pa so tudi v prerazporeditvi izdatkov glede na družbene potrebe. Za primer bom vzel samo en, ker nimam veliko časa, in sicer obrambo. Vprašati se moramo, ali si lahko privoščimo obrambni sistem, ki ni več primeren za obrambo države, ampak samo še za izvajanje vojaških operacij v tujini. To ni samo ocena Združene levice, ampak jo potrjuje tudi doktrina vojaške strateške rezerve Republike Slovenije iz leta 2012. Citiram: Slovenski vojski njene miroljubne zmogljivosti omogočajo uspešno sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah NATO, EU in OZN, vendar pa so v obstoječem obsegu le delno primerne in premajhne za zagotavljanje celovite obrambe nacionalnega ozemlja. Od kdaj je normalno, da ima država, ki ni vojaško ogrožena, na enega vojaka rezerve, 7 vojakov stalne sestave? Vam bom takoj odgovoril. To je normalno, odkar nas je naš politični razred včlanil v zvezo NATO. Velikokrat se govori, da imamo zelo nizke izdatke za obrambo, ampak poglejte, leta 2012 smo imeli za obrambo 1,1% BDP-ja, Avstrija ga recimo namenja 0,7%. Zakaj? Ker je nevtralna država z vojsko, ki temelji na rezervni sestavi, ker si ne dovoljujejo tako zgrešenih nakupov orožja, kot je recimo modernizacija tankov T-55S, ki smo jih drago modernizirali, da zdaj stojijo konzervirani v nekem skladišču. Kako torej racionalno zagotoviti nacionalno obrambo? Izhajati je treba iz ugotovitev, da prvič Slovenija ni vojaško ogrožena in drugič, da imamo v ustavi zapisano, da se bo zavzemala za politiko miru in nenasilja. Torej ni nobenega razloga, da Slovenija ostaja članica zveze NATO. Za Slovenijo je primeren neblokovski položaj, lahko pa tudi nevtralnost po zgledu Avstrije ali Finske. Zato je treba trenutno drago vojsko profesionalcev spremeniti v vojsko, ki bo temeljila na rezervistih. To lahko naredimo organsko, brez kakršnihkoli odpuščanj, zgolj s tem, da se ne nadomešča pripadnikov, ki zapustijo stalno sestavo. Po podatkih MORS-a je slovensko vojsko v zadnjih 10 letih zapustilo 3400 pripadnikov, 998 se jih je upokojilo, ostalih 2400 pa je odšlo zaradi sporazumnih prenehanj delovnega razmerja in poteka pogodb za določen čas. Torej toliko približno, kot šteje stalna sestava Slovenske vojske, 7200 vojakov jo je v zadnjih 10 letih zapustilo. To pomeni, da lahko Slovenija v 10 letih brez odpuščanj in brez zmanjševanja pravic zmanjša stalno sestavo in jo nadomesti z rezervno sestavo, ki bo 3 do 4-krat cenejša. S tem po eni strani omogočimo velike prihranke, po drugi strani pa obveznost razpršimo med prebivalstvo in
zagotovimo učinkovitejšo obrambo nacionalnega ozemlja, če bo ta kdaj potrebna. Dodatni prihranki nastanejo, če bomo rodovno sestavo in opremljenost vojske prilagodili samoobrambni sposobnosti slovenskega ozemlja, če citiram doktrino strateške vojaške rezerve, namesto da jo stalno prilagajamo potrebam NATO in ambicijam častnikov. Kot rečeno, s takimi ukrepi bi na področju obrambe prihranili 3 do 4-krat, bi za obrambo porabili 3-krat do 4-krat manj denarja, kot ga imamo zdaj. In če počasi pridem k sklepu, Slovenija še vedno ostaja ujetnica 2 razvojnih paradigem, ki peljeta v slepo ulico. Desna alternativa je neoliberalizem, po njej naj bi se znižali davki in državni izdatki, uvedli bi večinski volilni sistem in drugo republiko, torej okrepili politično oblast, da bi ta zdržala proti zmanjševanju socialnih in delavskih pravic, ki so odpihnile zadnje vlade. Alternativa, ki jo ponuja tako imenovana sredina in leva sredina, zadnje 3 vlade pa je neoliberalizem s človeškim obrazom. Ta na področju javnih financ pomeni blažje fiskalno pravilo, nekoliko manj rezov v plače in nekoliko manj rezov v socialne pravice. Ampak, ko bomo čez 4 leta pogledali okrog sebe, bomo videli, da nas je gospod Cerar z ekipo počasi vztrajno pripeljal v isto drugo republiko. Po tistem znanem načelu, da žaba, če jo vržeš v vrelo vodo, skoči iz lonca, če vodo počasi segrevaš, pa tega ne opazi in se skuha. Dejanska alternativa, ki jo zagovarjamo mi, Levica, je pravična davčna reforma, socialno in razvojno naravnan proračun. Tega po tem proračunu ni, zato ga na žalost ne moremo podpreti. Hvala lepa.